Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V tem studiu pa, kot smo povedala, državni prvaki in sicer v waterpolu. Bravo. Zdravo, z nama so trener Milan, kapetan Aljaž in, kot so ga pojmenovali, MVP Juri. Servus, lepo zdrav. Zdrav. Viš, zdaj niso navajeni se toliko omeniti, ne? V vodi je to nekaj druga. Ja, tako dobro čuje. Pod vodo delaš blub. Ja. Bolj se dereš. Zdaj, če bi tu delali blub, bi morali, imamo prevajalca tudi za to. Tako, ja, bi bilo to nekaj drugega. Ok, že drugič zapored, torej državni prvaki, čestitke še enkrat. Bravo. Dajte povedati, kakšni so občutki ob tem izjemnem dejstvu. Pri vas, recimo, gospod Milan, trener. Ja, fenomenalno, ker imam 3 od 3 v klubu, tako da velika stvar. Ja. To je zdaj, da smo prvič tudi uspeli obraniti naslov, to je še posebej dodaten čar. Pa če pogledamo za nazaj to sezono, zaenkrat fenomenalna, tega nam še ni uspelo, tako da smo kar visoko postavili lestvice in upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Ok, vi upate, vi pa morate pol to uresničiti v bazenu, skoraj sem rekel na igrišču. Ne? Kapetan Aljaž, kako boste to sfolgali drugo leto? Ne? Tako pravi trener, letvica zdaj visoko. Bo, mislim, je za neka motivacija še dodatna, ne? Pa vola je, treba je to braniti, ko imaš tarčo na hrbtu, ne? Ja. Z takim kadrom, mislim, da ne bo težko. Ja. Takim timom. Je pa verjetno težje braniti, kot pa loviti, ne? Pa kot te, zdaj meni se letos ni zdelo tako. No, nekako smo uspeli to letos izpeljati, tako se spodobi, da mislim, da zdaj to te tarče lahko dajo 15 gor, pa v isto kjer. Ja, ok, svetovno. Juri, povej, kot MVP, pardon Marko, kaki kapetan pa je Aljaž? Super, ne, dvigne celo ekipo. Ja. Je edini, ki zgubi živce, včasih lahko, ne, da nas res potem resetira, kdaj me tekmo. Aha. Nas pač dvigne. Ko Peterec vrže mimo, misliš to? Pa ko vdari po robu. Pa po robu. Nam tudi tekmo naredi zanimivo, ne? Ja. Ko imamo že, da se odlepimo, gre on samozavestno na Peterec, pa ga zna tudi pustiť žogo, samo pa reči, gremo zdaj se špilati opet. Ja. Viš, kako imajo to, ne? Ja, vse zdaj moramo biti takega kapetana, ker če bi šlo vse tak, da mi to zdaj vse dajemo gole, po domače rečeno nabijamo, ne bi bilo to, ne? Ja. Mi tako vemo, da lahko vse, ne? Ampak tu je on, da naredi to bolj zanimivo. Ja, okay. Zdaj morate vedeti, da smo mi dva amatera v waterpolu. Fras je edini sicer, ki ima poden v teh bazenih, pomoč pa glavo ven drži. Ja. Jaz pa sem bil na eni waterpolo tekmi v življenju in je bilo izjemno. Moram reči, tako sem že tebi, Marko, razlagal. Nisem mogel verjeti, ko sem videl šprint v bazenu, je bil isti skoraj, kot da bi gledal fuzbal. Ja, prav sem bil, koj? Ne? Samo žoga pa kontra, pa nisem mogel verjeti. Tam sem tudi izvedel, da je tudi pri waterpolu offside, če je to res. Ja, neke vrste offside, tista 2 metra sta, zdaj igralece, zdaj so to z novimi pravili malo spremenili, ker je še ob golu je sta taki 2 črti in je tisti taki kvadratek, ko neki penalti tu not nas, smeš biti zunaj, pa se lahko gibaš. Tako da, če stojiš noter, gremo kontra. No, zato ravno, ker sva amaterja, mene zanima tudi, če tudi pri waterpolu tisti je večno rivalstvo, imate kaki klub, ki izstopa, je kaki večni derbi, tako Maribor Olimpija, recimo. Kaki tri glava, kako to gre? Mi generalno, kako to obrneš, je Maribor tarča vsega. Trn peti, ne, tako da, komu kdo ti god na drugi strani, tu se z fuzbala se povleklo to proti Olimpiji, ampak vedno radi igramo proti tri glava, čisto tako da je malo. Ja. Druga stvar pa, tako si ti rekel, da šprinta v vodi, recimo Juri, ti si še zdaj najmlajši, izgledaš vse tu med temi tremi. To ste Jurija gledali tisto, ko ste gledali kak šprinta? Možno. Kak sploh, ko začneš waterpolo trenirati, recimo, ko prideš brez nekega predznanja, mislim, si predstavljam, da je to zelo težko v vodi. Zdaj, fuzbal greš trenirati, pač laufaš gor pa dol, ok, ampak
kak sploh si iz tistega začetka, pa da prideš do neke. Tu pa pač plavaš, gor pa dol. Ja, mislim, začne se tako vsakim športom, ne, ti je na začetku težko, ampak potem, ko se navadiš, pa ko si že malo natreniran, ni take razlike med igranjem fuzbala ali pa vaterpola. Ja, ja. Približno. Edini šport, ko moraš biti v treningu, ni to ono MNZ liga, bom malo tu, ne, podal levo desno. Ja, res je. Ne bi Pa moraš biti v treningu, ker so štopil, ne. Ja, res je. Celi cajt, ne. Ok, tak tudi recimo vratarji, ne. Celi cajt, čeprav je samo golman. Verjetno mu ni lahko. Vsakič, ne. Dobro, zdaj, če pogledamo sliko iz evropskega, našega golmana, boste videli, da je njemu zelo lahko, ne? Ja. Ker je uspel čutno ležati na golu. Resno. Tam je ena štanga, je tista, ne? Ker je res bil tempo, tam smo res imeli zelo naporno, v 3 dneh smo uspeli igrati 4 tekem, kar je brutalno, ne? Na takem visokem nivoju, tako da se to pri nas že kar konkretno poznalo na zadnji tekmi, da se težko se regeneriraš, oziroma priješ nazaj not, ne moraš reči pol. Kako pa poteka regeneracija, recimo po eni taki tekmi? Koliko kalorij te vi skurite? Da priješ ven pa 27 kg Ja, zakaj bi v Istanbulu je bila hrana super, ne? Juška. Tam je, ja. Pa ogromno na voljo. Tam tako mislim, da smo šli sami preko sebe, kaj se tekem tiče, ker tisto je res bil tempo, to so bile evropske ekipe in ne vem, sploh kako je to bilo možno, ker včasih grem tu v Kranj, pa se drugi navstat ne bom. Ja. Pa res bo... Se pravi, ne vem, kaj imate, kakšne posebne, ali imate vsi podobne programe za regeneracijo? Ali... Imam enega fizioterapeuta, ko je prav prišel v Turčiji. Za kaj se hrane tiče, smo enemu prepovedali majonezo. Majonezo ste dali? Se pa to vun skuri. Spanec se považim, pa tisti stretching po tekmi, da se takoj razplavamo, da nisi po celi trdi, ker tu ne boli. Pravi hlajenje, pol kontra. Pravi, si bil fraz po tekmi, še pol plavajo v kontra, ne? Vedno manj. Na koncu pa 200 metrov še žabe. Ja. Mene bi vun vlekli, verjetno. Ne, se mene pa bilo naš. On ima podn, ti imaš to konstitucijo, tako da... Lufta imamo toliko, da... Poštenka. Če priješ tam na klopci, samo da se segrevaš, pa z roko mahaš, jaz mislim, da uspemo prestrašiti. Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel. Brez problema. A to je tebi bila taka vrej ideja? Da mene v drek potisne, oziroma vodo. Lahko. Poznam trenera, tako da bomo zrihtali. Jaz imam še boljšo idejo. 2 minuti, da bi bil na treningu. Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj, ne? Se pa imaš, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn. Pa vi vadite neke bombe. Če gremo tam na sredino, ko je 2:20, je glih toliko, da z okicami gleda ven, tu glih ne bo nekaj. Tam nimam več podna. Pa tam samo delaš mogoče en trening, tisto segrevanje, da dela z nami. Tako, kondicijskega, jaz predlagam bi. Kondicijskega ali pa pol tisto, ko imamo kontakt varianto. V bundi pa škornih. Ja, ker zdaj malo bolj slabo segrevajo vodo, tako da bo mrzlo mu vodo, tako da more biti to. Tomaž očitno bi rad sam delal, vse lahko poveš. Ne rabiš skozi to zdaj voziti. No, ne, da izkusiš malo. A da prijeta oba dva, da se ne zdaj tu kregata med sabo. Tako, ne. Ja, rešeno. Tega zdaj, Milan, ne seri zdaj s takim. Povejte, ali še to obstaja? Jaz poznam, kolega moj je igral dolgo let vaterpolo, pa je prav, včasih so imeli dejansko v puloverjih, so plavali. Na tistih težkih, pa ne po 10 km, take, da sem izlek, kaj? Jaz sem imel take treninga. 50 metrov nam je dal težke črne hudje, zimske. Težko, ne rekel, in smo mogli plavati 50 metrov, brez roba, brez pauze, dokaj nisem čist trknil. To so te ruske metode še. Ja. No, Rusija več ni v tih evropskih tekmovanj, pol več ne rajmo tega delati. Okay. Dajmo en komad si privoščimo, pa smo nazaj, da se še pomenimo malo, kaj še sledi v vašem klubu, kakšni so plani in kaj vas vse še čaka. Tako da čez 4 minute smo nazaj. To
tem studiu pa še vedno člani akademskega vaterpolo kluba Maribor Branik, trener gospod Milan, lepo zdrav še enkrat. Zdravo. In pa kapetan Aljaž, pa tudi MVP Juri. Juri, povej, sezona še ni končana, treba je povedati, da je v soboto vas čaka še pokalna tekma, menda, ne? Ja, prvo. Ok. Kaj boš naredil na tekmi? Imaš že kakšen plan? Ja, plavo, pa dolgo. Tako češ. Okay, kak je pa v pokalnem tekmovanju? Proti kom se to igra? To so enake ekipe kot v ligi, ali je to bolj, ne vem, tako pri fuzbalu, ko je bolj mešano med ligami? Ne, so enake. Enostavno, kaj so še tu zraven, druga ekipa Kamnika in druga ekipa Ljubljane, tako da je 8 ekip vsega skupaj, v tistem imamo pa 6 ekip. Ok. Torej, načrt je osvojiti pokal. Tako je, zdaj imamo prvo tekmo proti Racmanu, to so iz Kamnika. Zdaj sem dobil obvestilo, da so to več ali manj vse tisti, ki so že uspeli Kamniku pripeljati dvojno lovoriko. Lepo. Ne bo fajn tekma. Ne bi jaz zdaj podcenjeval stare mačke. Ja, seveda ne. Čeprav smo mi mogoče mladi, ampak oni vejo verjetno, kako se igra, tako da smo še kaj naučili od njih. Znajo drugače plavati, ne? Ne tako zmatraš, veš, ne? Drži. Kaj pa za novo sezono, kakšni so plani? Enako vse ostane, Aljaž, povej, ti kot kapetan, ali imaš ti doma kakšen PowerPoint pripravljen že, da na prvem treningu za pa tak ubeci, ne? Nijam še, ker ko me čakam, da je konec tega leta bilo, ker je bilo dolgo, ko smo bili na 3 frontah. Kaj se pa drugega leta tiče, pa je seveda prioriteta državno prvenstvo. Kaj se Evrope tiče, zdaj ne vem, kam se bomo prijavili, oziroma kot državni prvaki lahko gremo kot kvalifikacije za Ligo prvakov. Tako da to je zdaj še vse. A to ni avtomatsko, to morate vi... Imaš možnost, naprimer, kot prvak, da si izbiraš, ali greš takoj v Ligo prvakov, ali pa greš v to niže pol rangiranje, kot so Eurocup pa Challenger. Kak je pa pol tam nivo, recimo, kakšna razlika, Juri, povej? Recimo v državnem prvenstvu, pa potem te evropske tekme, ful oni plavajo bolj, ali kak? Ali imajo bolj mrzlo vodo? Jaz bi rekel, podobno kot v fuzbalu. Mislim, kot da bi zdaj nekaj takega, slovenski klub šel delati Ligo šampionov. Intenziteta je dosti večja. To, kar smo mi letos bili to je Challenger Cup, to je tretje razredno evropsko tekmovanje, ampak vseeno se vi, ko skočiš vodo, pa vidiš one mrgane tam Turke, misliš, kaj te to ti je. Tak je bilo isto, ko sem jaz šel na eno tekmo. Leto. Glede na to, zdaj Aljaž si povedal, da komaj čakaš, da bo fertik. Kam pa vi počivati? Koliko imate fraj? Reprezentanti ne bo imeli nič kaj ekstra fraj, to so mlajši, ko ima še malo več lufta. Ja. Jaz pa sigurno čist na off, blizu vode nagrem, ko mi ženska doma reče, gre v termen, ni šans. Točno. To me je zanimalo, če greste vaterpolisti na morje, na dopust, ali ne? Na morje samo se nakopam fest. Luft, veš, morski je že dovolj. Če viš kakega delfina, pol greš z njim malo plači. Pa si hitrejši, ne? Mislim, da bolj v gore hodite potem. Absolutno. Grem enkrat na leto v gore. Ležalnike imamo rezervirane, polne blazine, to je to. Ne? Pa se spočiti, pa Bog ne daj plavati nekaj not, ne? Ekstra. Jaz vam želim, da bi vam tudi morje kdaj postalo všeč, ker je fajn, ne? Nam, navadnim. Sicer pa še enkrat čestitke za osvojitev državnih prvakov, že drugič zapored, in se nadejamo in verjamemo, da bo ratalo tudi tretjič zapored, ne? To je cilj, zdaj pa bomo videli. Pa da še pokal dvignete, ne? Tako. Pa da Fras pride na trening, ne pozabi. Ne, sej, kar 2-2 pridita, pa bomo videli zdaj. Jaz bom navijal ful iz tribune, ti pa se meči doli. Ne, sej bomo videli, prijemo prvo na rob,
se postavimo, vidimo, ali je to ali ni, ali imata željo ali nijata, pa pol. Ja, željo mama, samo na robu se vidijo lampi, pa vse. Ne? Jaz nimam Dobro, želje. lahko brisačo samo spustiš in hop, Tako. ne, ko se kamera vklopi oziroma karkoli. Trener nam je Ali vedno pa pravo. Od roba zgore so vsi isti. Res je, razen fraz, ajde, ni da čist isti. Dobro je. Kaj bomo, dobimo one kape, pa vse Vse to, dobite. pomate? Vse, tudi kopalke vam zrihtamo. Pa one kopalke, Od Betija. ko se vidi vun, vrabec. Se naj vidi. Reke z okne zatlače. Pa nohte si moramo porezati, pa to. Kako imate to pod Brez vodo? olja, kreme, nič. Pa to nič ne smeš. Ne. No, fraz vidiš, kaj, ne vem, kaj boš zdaj naredil. Ja. Fraz se zjutraj vedno Čuje se, namaže. ne? Ne? Ja, to je, Pa pobrice moramo cela. ni treba. okej. Bolj si dlaka, boljše. Dobro. Ja, okay, ker to pod vodo je verjetno tudi pestro, ne? Zna biti Kar je. stare waterpolo finte. Imamo centra, ki prakticira podvodno igro, več ali manj. No, te bo Tako da fraz vama proti njemu tam na Lahko. tisti A ti bo poziciji. povedal, kakšni so bili občutki. Pa ima vuni pol štelaš, drajfne. Hvala vam še enkrat, pa tako smo rekli, samo dalje tak, pa da bo drugo leto vsaj enako, če ne boljše. Ne? Okay. Hvala. Okay? Pa Hvala. se vidimo torej v pristanu. Tako. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? In je 14 minut čez 13, profesor Križanič. Dober dan. Pozdravljen, lepo Dober nedeljek. dan, lep teden, že vnaprej. In zakaj si v opciji, če je poletje? Ker sem star, pa me zebe non-stop. Ok, Čisto preprosto. super odgovor. Kaj imamo danes? Danes imamo en hit, da nas malo se greje, vsaj pri srcu, verjetno marsikoga, ko se bo to spomnil. In sicer iz leta 86 bomo slišali Through the Barricades in zasedbo Spandau Ballet. Avtor je Gary Kemp, ta gonilna sila te zasedbe, dobesedno gonilna. On je napisal glasbo in besedile za vseh 23 hit singlov. Res? Vse je on bil, ja. Oni so najvidnejši predstavniki gibanja v 80-ih, ki se je reklo nova romantika. V tistem času so bili tudi full modne ikone, tako res nekaj malo drugače. Ne? Razpadli so leta 90, ko so 3 člani tožili Garyja Kempa za avtorske pravice, ampak neuspešno. Pa vseeno leta 2009 so se zbrali in 5 let kasneje posneli dokumentarec z naslovom Soul Boys of the Western World. V karieri so prodali več kot 25 milijonov plošč in kak mesec dni nazaj nas je razveselila novica, da so se ponovno zbrali in da bodo šli na comeback turnejo. Okay. Ja, Through the Barricades iz leta 86 je eden njihovih najuspešnejših singlov in ena izmed najlepših balad 80-ih, pa ena mojih najljubših tudi. Tudi? Tudi ja. Okay. Ajde, uživajte. Samo eno čisto brezvezno stvar moram podeliti z vami, ker sem danes zjutraj si jabko rezal. Ne? In Ja. ko vrežeš pač eno lice stran, Ja. ne, pa se dol pač Skotali. odkotali. In se je odkotalila dol in dol z elementa in z onim odrezanim delom, torej z mokrim, padla direkt na mojo nogo gor. Super, ne? In sem bil tak, nikoli v življenju še mi ni jabka padla na nogo. Okay, mogoče je to kakšen znak. To je prvo, drugo, bolj boli, kot bi si mislil, ker je vseeno neka teža jabke z višine. Pa, kaj zdaj imam mokro nogo od jabke. Okay. No, in si jo potem pobral in Ja, ampak sem stal pač v kuhinji, pa sem razmišljal, kaj te naj zdaj? Ali si naj, ker še vse poflekala po tleh, ne, kaj zdaj grem brisati nogo, ali si grem umiti nogo, ali dam jabko, pač taki trenutek je bil čuden, ki sem ga hotel samo podeliti z vsemi vami. izjemno, da si to podelil z nami. Mogoče je še komu drugemu se danes zgodilo prav to. Ja, ali pa če je komu banana padla, recimo, ne, Tudi na to glavo, ali pa mogoče. kaj tajega, lahko javite na 051 220 220. Pa lep dan! Lep dan.
Bliža se kolesarski maraton okoli Pohorja. Naš Tine Križanič, Tine, ki je edini pravi kolesar na tem radiju, pa ima za vas spet nekaj štartnin. Prijavite se z SMS-om kolesarski maraton ali pa maraton okoli Pohorja, naprimer na 051 220 220 in ste v žrebu. Tine bo delil štartnine še ves teden, tako da brez skrbi. Sicer pa sva tokrat izžrebala Damjana. Zdravo Damjan, Marko in Tine tukaj z tega radija. Zdravo Damjan. Zdravo. Kak je? Ja, bo ne, malo že vroče ratalo. Precej vroče že ratalo za maj, ne? Ja, voljno. Damjan, ti bi šel malo s biciklom okoli Pohorja. Pa sem študiral, da bi šel, ja. No, evo Tine, tukaj ti bo vse razložil, pa še nekaj ima za tebe. Ja, da ti olajšamo odločitev, pravkar si bil žreban za prijavnino. Ja, prav, Damjan. Super, odlično. Vsaka čast. Kaj je, še nisi bil? Na polovički sem že bil parkrat, sicer ne na uradnem, ampak kar se vozim to traso. Aha, cool. Da pa 150, ko pa bomo videli, da bom šel 150 po polovičko. No. Ja, jaz sem na začetku leta bil full glasen, ne? Ja, valjda šel na 150, ne? Zdaj nisem več tak glasen, tako da jaz se bom za 72 odločil, ker je nič kaj slabše, ne? Tako da ti se imaš čas odločiti še, ne rabi zdaj takoj. Štartnina je tvoja, boš pa pravi cajt še javo na koliko. Lahko greš tudi na 50, če boš recimo en dan prej v soboto bil na nekem Abrahamu, pa pač full vina spil, pa te v glavo lela. Lahko pa si glasen, Damjan, pa greš na 150, pa je to. Voljno, ne? To je to, čestitam. Damjan, čestitke še enkrat, bravo. Hvala. Te pa se vidimo, ne? Da ti ne bi guma počela. Veš, da se vidimo. Naj samo povem še, da bo kot informacija, da je štart pri Ljudskem vrtu letos. Aha, ok. Ja, danes na Lenčev, ali pa na Trg Svobode. Ali pa na Pohorje. Ali pa kar na Pohorje, ne. Lahko pa kar v Mislini počakaš, pa imaš bolj polovičko samo za domov, ne. To bi bilo super, ne. V redu, Damjan, čestitke še enkrat, pa se vidimo. Adijo. Čau. Google je oznanil spremembo svojega Google iskalnika, torej tisto okence, ko nekaj not napišeš, pa klikneš na link. Ja. Sami pravijo, da je to največja posodobitev oziroma sprememba tega iskalnega okenca v zadnjih 25 letih. Wow. In Anja ni treba 3-krat ugibati, da ugotovimo, da gre za nadgradnjo, ki vključuje umetno inteligenco. Se mi je zdelo, ker tako pač je vse letos v zadnjih nekaj letih in tako še bo verjetno naprej. Po novem bo tako, ko boste kaj googlali, boste najprej dobili opcijo, da izberete AI način. Ne? Zdaj tudi, če izberete, da želite stari način brez umetne inteligence, boste najverjetneje dobili rezultate z umetno inteligenco. Aha, ok. Tako da se ne gre losati tega, ne? In zraven pa je tudi, ko boste nekaj googlali, se bo pojavilo okno, ki bo podobno tistemu, kot ga ima naprimer ChatGPT, tako da boste lahko po novem z Google iskalnikom tudi klepetali o tem, kaj iščete. Ne? Torej, v bistvu skoraj čisto podobno kot pač umetna inteligenca. In kaj zdaj? Nič. Lahko pa če naprej uporabljate Google iskalnik, lahko pa mogoče med tem preizkusite kakšnega drugega, pa da vidite, če vam sede. Ne? Recimo DuckDuckGo je eden, ki ga mnogi priporočajo, zelo podoben Googlovem, s to razliko, da ne pobira naših podatkov o iskanju, o brskanju po spletu in o tem, kaj smo nakupovali. Ne? Ker ne vem, če si vedela, Anja, ampak Google ve vse o tebi. Ne, nisem tega vedela. In ima tvoje podatke in jih prodaja naprej. Vse moje ima tudi vse, pa od mnogih. No, tudi DuckDuckGo ima te AI opcije, ampak z možnostjo, da jo popolnoma izklopiš. Ne? To pa super, bi mogli to poskusiti mogoče. Ja, tako da, Anja, da te ne bo šokiralo, naslednjič, ko boš kaj googlala, da ti bo Google nazaj govoril in ti postavljal pod vprašanja. Hvala za to informacijo. Evo, DuckDuckGo si zapomnite. Čeprav imamo petkovo zabavno dejstvo, ponovadi ob petkih se Anja rine danes po vsej sili, bi rada povedala nekaj, tako da Anja izvoli ponedeljkovo zabavno dejstvo. Evo, ponedeljkovo zabavno dejstvo. Na dnu morja v bližini Galapaških otokov so namreč znanstveniki naleteli na eno nenavadno bitje in sicer to bitje je zelo drobno
v velikosti žogice za golf, če si predstavljate, in modre barve. Veš, kaj bi to lahko bilo? Modre barve pod na dnu morja. Na dnu morja. Pa ko žogica. Ja, to je... Nimam pojma. Hobotnica. Pazi, zdaj to, hobotnica, ki je modre barve in tak mala. In novo vrsto te omenjene hobotnice so odkrili skoraj 1800 metrov pod morsko gladino, si predstavljaš? In znanstveniki so seveda bili ob tem navdušeni in so dejali, da ni posebna le zaradi tega, ker je modre barve, ampak tudi zaradi seveda svoje velikosti. In spodaj, na spodnji strani je tudi taka vijoličasta in predvidevajo, da je to zato, da se v bistvu brani. Tako večina živali, ko ima te barve, da zavedejo, da dajo sporočilo. Ampak predstavljaj si tako malo hobotnico. Ampak to mi je vedno noro. Jaz si vedno osebno želim, da bomo, dokler bom jaz še živ, da bomo šli v vesolje nekam, da bomo nekaj odkrili, da bomo nekaj videli. Vedno pa pozabimo, da so globine morja tudi neraziskane. Tako zdaj recimo, da so našli spet nekaj novega. Tudi tu upam, da bojo neki napredki še v času. Mogoče odkrijemo kako podvodno ljudstvo ali pa kaj takega. Tudi to mogoče, ampak ali pa morske konje, ki so veliki, tako konje, pa jih lahko jahaš. Si predstavljaš, da plavaš, pa pride mimo. Hvala, Anja. Prosim. Dragi stari starši in skrbniki otrok na osnovni šoli Draga Kobala, lahko si oddahnete, za vas smo prejeli eno super obvestilo. Poročamo staršim skrbnikom osnovne šole Draga Kobala, kateri učenci so odšli na šolo v naravi v Ankaran, da... Super. Če niste razbrali, otroci so ne samo varno prispeli v Ankaran, ampak prispeli na morje v tako lepem vremenu, ki še jih čaka, in se bodo imeli ful fajn in bodo uživali, naredili nekaj novih spominov in vas že pogrešali in prenesli domov kako školko, pa mogoče nekaj peska v rukzaku, pa tak, ali pa vse kaki kamen, kot otroci to radi zbirajo. Drugače pa lepo zdrav tudi na najboljšo osnovno šolo Draga Kobala, ki sva jo obiskovala tudi midva z Dejanom Vedlinom. On sicer enih 83 let pred mano, ampak vseeno. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.